Bom, ja, samo veš kaj, moje izkušnje so ponovili take, da pol teh stvari ne pogledam nazaj. Tako da si lažje zapišem. That's your problem. Ja, my problem. V redu, kakor češ. Zdaj se dam še snemanje, daj povej. Jaz pa bi posnetek, ker je zelo dobra samopromocija. Moja zgodba je taka, jaz sem se rodil v Sloveniji, v Ljubljani, s staršema, in sem imel pač, bom rekel, v redu otroštvo, Par stvari ni bilo prijetnih, ampak načeloma je bilo vredno, zame je bilo poskrbljeno. Čeprav sem bil desetletja čustven partner moji mami, je pa ona to kompenzirala s tem, da mi je rit odnašala pri finančnih zadevah. Imel sem neko malo žepnino, nisem si mogel kupiti kolesa ali pa motorja, ampak lahko sem si pa kakšne bombone pa tako naprej. Potem sem šel pa študiral mikrobiologijo, dokaj redno, bom rekel, sem bil še kar priden. Potem pa, ko sem hotel naprej študirati, se je v bistvu izkazalo, da to ne bo mogoče, čeprav imam pač izpite enega letnika podiplomskega študija narejenega in sem šel potem delati, si tako iskati zaposlitev. Dobil sem jo iz mojega foha, bil sem laboratorijski svetovalec za Meditrade. Jaz sem v bistvu bil sem v tisti sivi coni med servisom pa med komercialo. Skrbel za to, da laboratoriji izvajajo teste, da mašine laufajo, izvajajo šolanja pa tako naprej. Ker pa finančno nisem bil za to zadosti nagrajen, takrat se mi je to zdelo, še zdaj to verjamem. Sem se pa malo spičil s šefom, pa sem rekel, da dam odpoved po 3 letih. Sem izšolal še to, kaj je še zdaj zaposlena, tam pa dela to delo. Jaz sem šel pa potem iskat naprej, na istem področju. 3 mesece sem brezuspešno iskal, bil sem na fulih razgovorih, na 8 drugih krogih, ampak vedno nekaj ni šlo čez. Finance ali kje si se zataknil z ostalimi? Tudi finančna slika ali se niste spopili? Ne. Pač drugi kandidati so bili kao bolj primerni. Čeprav so me imeli zelo radi, pa so videli, imaš dosti izkušenj pa to. Jaz ne vem, a so tudi poklicali, pa z mojim šefom govorili, pa šef imel neko svojo predstavo, pa tako naprej. Skratka, ni šlo čez, jaz sem pa pol, mi je pa začel kupčka denarja zmanjkovati. In sem pol pa, skozi mi je bila neka želja, da bi masiral, ker sem rad z rokam delal pa to, in potem sem pa odprl SP, pa začel delati nazaj scenografije, tisto, sem delal, pa razno gradbeništvo, tisto, sem delal tudi prej, pa masirati zraven. In to je laufalo do 2008, vedno boljš. Imel sem takrat za naše področje inovativen produkt, masaže na domu, masaže v pisarnah, in sem urovil ledino, pol je pa prišla ona finančna kriza, pol leta za njo so prišli kuponkoti, pol leta zatem pa še NPK, poklicna kvalifikacija maser, pol so pa vsi masirali. Pa so pa masaže padle tako iz 50-60 evrov na uro na 20-15 evrov na uro, folk je za 15 evrov na uro masiral. Jaz sem pa rekel, da se od tega ne gre, pa sem šel ven. Pol sem pa, vmes sem ženo spoznal, SP zaprl, oziroma zaprl sem ga pa tako, da delal sem za neko, ker so tudi scene se takrat potopile čist, pri finančni krizi v bistvu. Jaz sem takrat brez 2 virov dohodka ostal. Pa še Furs je začel pritiskati, včasih si dal zmeniti, ne vem, meni še niso tega računa plačali, a lahko čez en teden plačam prispevke. Pol je pa Furs začel, ne, Ljubček, 15. se plača, je rok. Ja, pa jaz še nisem dobil plačan, nas ne zanima, izrid si potegnite, naša država. V redu, prav, sem rekel, ni problema. Pa sem pa delal za en vrtec, še privat, pa so starši rekli, pa ti pa ful govoriš, pa to neki taborniki, pa neki tabori, pa to, ti to za nas organiziral. Sem rekel, valjda,
In sem organiziral poleten tabor, povabil ful prijateljev, ful jih je rekel, da pride. Jaz denarja nisem pobral naprej, takrat še nič v teh poslih nisem vedel. No, pa se je pa izkazalo, da pol ljudi sploh ni prišlo. Ja, sorry, glih tukaj so nas eni na morje pobil, fuck that shit. In sem jaz popušil, ne, ta tabor čist, ko bil sem ene Jurija slabega, dobrega Jurija sem bil v minusu. In sem zaprl SP, no. Tako. Imel sem Jurija 800, sem imel minusa, vsega skupaj s prispevki in sem sam zaprl. Pa sem se zaposlil pol takrat ženini firmi, ki je ratala skupaj najina. In pač iskal razne jobe, vse živo delal, zraven pa razvil produkte preživetja v naravi. Najprej na vikend tečaje pa tako naprej. Imel sem pa tudi spletno stran, skratka, jaz se ves denar, ki sem ga zaslužil, že 12 let vlagam nazaj v svoj posel. Tako vse. Vložil sem pa že preko 20 jurjev. Kar se mogoče ne sliši veliko, ne, sam tako bom rekel, če včasih kakšen mesec tudi za jest nimaš, da gledaš pač, kaj si boš kupil za jest. Ali pa da si ko delaš pač 2-3 šihte in se čisto skuraš, ne, in pol padaš v luknjo, dobesedno v depro in si pa lahko 2 meseca samo doma, pa ne moreš čisto nič delati, ne. Pa ni nobenega posla, ker tudi si ga nisi sposoben najti. Tega se ljudje pač ne zavedajo, ne. Naša država pa nič ne da za to, ne. Recimo, če si redno zaposlen, grem lahko kadarkoli na bolniško, kadarkoli se mi sprdne, ker sem majčkeno bolan. Ker si privatnik, jaz moram imeti težko bolezen, zaradi katere sem najmanj 32 dni neoperativno sposoben, da jaz po enem mesecu začnem dobivati od države nekaj. No, zdaj so skrajšali na 20 delovnih dni. Wow, 20. Pizda, v 20 dneh jaz vse naredim. Pa dajte to pol vsem narediti, ne? Tudi vaši javni upravi, ne? Po 20 dneh šele ti dobiš kaj dodatka, ne? 80% od plače, ne? Daj mi povej, ful imaš zanimivo zgodbo, no? Tako cel cik-cak, no? Prav res zanimivo. Zakaj preživetje v naravi? A je to zdaj tisto, kar je res tvoje, ali si se našel, ali je to še en korak, še en ovinek na poti? Ne, to je moje. Jaz sem že od malega bil ful rad v gozdu. V bistvu sem malo od familije bežal v hosto, no. Od vseh onih scen, ki so bile doma ful intenzivne, na momente. Bil sem ful povezan z drevesi, kar se spomnim, sem plezal na drevesa, hišice na drevesa postavljal. Pa, ko sta me vpisala k tabornikom v 5. razredu osnovne šole, sem pa šel prvič na tabor pol poleti in to je bilo to, ne. Sem bil okužen z virusom narave in to je bilo to. Sem rekel, lej, that's it, ne. Se pravi, si se našel, to je tvoj future. Ja, nisem pa nikoli razmišljal, da bi pa jaz to za posel delal, ne. Dokler ni prijatelj, tudi tabornik, se odločil s svojim bratom Denis, no, Šturom, pa njegov brat David, sta odprla SP Bušman in sta se odločila, da bosta te gozdovniške veščine poskušala tržiti. En let sta imela odprt, seveda Slovenci tega ne podpirajo, to je kar nekaj. Prispevki so veliki in sta po enem letu zaprla in šla delati pač vsak svoje, ne. Jaz sem pa rekel, wow, to je pa ful dobra ideja, to bi pa jaz počel, ne. In sem se v bistvu takrat odločil, da se grem jaz malo preživetje, ne. Tako, 8 mesecev sem sam, pol je pa prišla zima, sem rekel, fuck, pozimi pa res še nikoli nisem bil tako odzunaj, okej, nekaj smo mi šotore, nekaj kempali na snegu, pa na Cerkniškem jezeru, pa tako, pa je bilo mraz, pa to, pa malo smo hodili pozimi, ampak da bi pa imel jaz nek tečaj preživetja pozimi, fuck, nimam pojma, ne. In sem šel do Braneta Červeka
In sem tam pač videl, aha, ok, dobro, se to v bistvu nekako ni nič takega. Pol sem šel še na poletnega, 5-dnevnega, pa sem videl, da so skozi isti mulci, ki ga imajo za fotra, pa da on malo tako uči, da meni je kar neki, pa če on vrže stvari pred tebe, pa reče nared, ja kako, ja tako nared, znajce, pa malo pokaže. Skratka, videl sem, da če hočem se skaj od njega naučiti, bo mogel 20 iti k njemu, pa tam plačati 12 evrov, a vse je na YouTubu, Pa sem rekel, sorry, Brane, zajebi, Tvoj model poslovni je preživel, že zdavni, Pa skozi je bilo vse neki militari, Jaz pa nisem militari. Mislim, meni to ni blizu, Koliko časa furaš zdaj to zgodbo o preživetju v naravi? Koliko časa delaš to poslovno? 12 let to poslovno delam. Okay. To je zdajle 12. leto. Moja največja referenca je, da sem delal za WWF Deutschland, World Wildlife Fund, tista pandica, logo. 20 otrok so poslali iz Nemčije za 10 dni. En teden so bili pri meni na taboru, 3 dni pa pri prijatelju na Osredku, ki ima turistično kmetijo, pa šli so malo hajkati, malo Škocjanske jame pogledati, dol v Iški Vintgar, na Veliki Snežnik so se sprehodili, pa tam prespali. Tako, in v 40 taborov, ki jih WWF Deutschland organizira po celi Evropi za mulce, je bil naš ta prvi zapolnjen. Septembra so dali ven programe, 14. septembra je bil zablokiran naš termin čist. To je bila naša nagrada, da smo vedeli, da smo dobri, to je to. Veš kaj mi povej, rekel si, ok, država ne vrača, je taka, kakršna je, do SP-jev, do malih podjetnikov, bolniške problem, ne vem kaj, lahko imaš za delati ful, pa nič ne dobiš, skratka, kup enih težav. Zakaj se ne zaposliš, zakaj sploh furaš svoje podjetništvo? Jaz vmes sem se zaposlil parkrat, na kratko, ampak... Da bi rekel, ok, dovolj mi je podjetništva, grem se bom zaposlil in na del. Ne, jaz kot prvo preživetje v naravi, ali pa bom rekel bivanje v naravi, ti da en realen pogled na življenje. To je tako, zjutraj vstaneš, če boš vstal ob 10, si že 5 ur zamudil, si jih že vrgel čez okno. Ok, ja, kakšen dan si vzameš fraj, ki si zmatran, ne vem, pa recimo, podjetništvo je bilo vedno fajn. Ne vem, danes je pa tork, Danes bi bil pa jaz 3 ure na izi, pa bi malo počival, pa ležal, pa bom pa vstal, pa bom delal, ne vem, do 10 zvečer, kaj mi tako bolj paše, Jaz tega šefu ne moram reči nobenemu pri nas, V Ameriki to lahko mu rečem, Če sem dober, pa rečem, ja, ok, no problem, pri nas, mislim, da skoraj dobro, zdajle mogoče zadnje 4 leta. So malo bolj te milenici ratali, razni direktorčki pa tako, ampak predtem pa no fucking way, Navadil sem se, da privatnik pomeni tako kot kmet, Ja, kaj del moraš narediti, Ko pa ni dela, ga moraš pa iskati. Ampak to je tudi del, Čisto zares mi je zanimivo, ko govorim zdaj z različnimi ljudmi in se ta zgodba skozi ponavlja. Skozi se pri vseh tam malih se ponavlja, rad bi bil svoj šef. Ampak na koncu rad bi bil svoj šef in lahko delam kadarkoli, prinese dostikrat do tega, moram delati zmeraj. Razumeš, delam več se moram boriti, ko je delo moram delati, ko ni dela ga moram iskati, tako ko si rekel, vem, se čutim skozi sebe, kaj se dogaja, Ampak zakaj za vraga pa ne greš v službo, pa delaš v njih 8 ur, pa oddelaš, pa prideš domov, pa si zadovoljen, pa who cares, karkoli drugega. Moja prva izkušnja z neko redno zaposlitvijo je bila, da sem imel cool sodelavce, da so bile kar cool stranke, da sem delal za zdravstveni sistem, za katerega sem pa pol leta videl, da je truly sistem čist razpad od razpada.
Ja, da se v bistvu mi nekaj zajebavamo, no. Evo, tako bom rekel, ne. Da gre denar čez okno, da v bistvu je dostikrat vseeno, kaj jaz delam, ampak da nima, bom rekel, da ne delam za eno višje dobro, no, bom tako rekel. Ko sem začel pa zase delati, sem pa dobil čisto drug odnos do dela, no. Zelo na hitro sem mogel popucati vse svoje vzorce, ki jih imam glede dela, ki jih imam glede tega, ko so se mi negativni razvili, ki je moj oče skozi delo, pa si ni vzel časa zame. Ko meni igra veliko pomeni, pa sem se mogel potem pač navaditi, da je delo igra pa tako naprej. Pa imeti neko, bom rekel, tudi en spoštljiv odnos do neke avtoritete, po drugi strani pa še zmeraj ostati, bom rekel, ti samostojen, ne, da se ti postaviš zase, ne, takrat, kaj treba. Ne, da skozi sam kimaš avtoriteti, ja, bom naredil to, bom pa še to bom naredil, ja, seveda, čeprav bi mogel iti že domov po otroka, pa ne, bom še to naredil, prav šef. Zdaj si mi povedal, zakaj ja zaposlitev, zakaj ja podjetništvo, kaj bi pa rekel, zakaj ne podjetništvo, a vidiš kakšen razlog? Ne vidim ga razen tega, da če se redno zaposliš, je neka varnost, ne. Je neka recimo vsaj finančna varnost, če si vsaj najdeš tako podjetje, za katerega veš, da ga ne bojo pognali na kant v roku pol leta. Ker tega je veliko, ne, pa razni start-upki naprej. To, no, predvsem neka finančna varnost, pa da tudi s to finančno varnostjo pride tudi, da rečeš, okej, ne, tukaj bom jaz pustil 8 ur svojega časa 5-krat na teden ali pa 6-krat, odvisno od šihta. Zato bom pa lahko šel recimo na počitnice, seveda, če se zmeniš za toliko dobro plačo, ne, oziroma če znaš delati del, ki ga delodajalci vrednotijo toliko visoko. Pa to je v glavnem to, no, pa dobiš, bom rekel, neke bonitete, no. Pravi, ti bi rekel, trade finančna varnost proti osebni rasti in trade počitnice in ostali benefiti proti delam za višje dobro in vem, kaj delam z nekim namenom, je valjda v smer podjetništva pripeljati. Ja, definitivno. Mislim, jaz vsakmu, ki je do zdaj, ki je zaključil študij, pa je delal neko redno zaposlitev, jaz rečem, pojdi privat, magar en let, pa zaribi čist, zato, da boš znal ceniti del. Pa ne samo to, zato, da boš ti znal ceniti tvojega delodajalca, ker ti moraš začeti razmišljati, v bistvu on meni ful nudi, ker po zakonu mi more nuditi, ker naša država ščiti delavca, kot medveda Madonna. Bolj kot medveda, ne. In večina delavcev si teh zaščite ne zasluži, ker izkoriščajo to. Si mislijo, da jim pripada še nekaj več, ne? Ja, pa da jim še nekaj več pripada, ne. Po drugi strani pa jaz rečem, delodajalci, preslabo plačujete svojo delovno silo, ne. Mislite, da so leni, mislite, da so lopovi, mislite, da so nesposobni, in da vas samo goljufajo, ne. S takim načinom razmišljanja noben ne mara za vas delati. Samo zato, ker morajo, ne. In potem v bistvu ljudi pahnete na rob finančnega zloma, da ustvarjajo pa da razmišljajo, kako nič nimajo, ne, se pravi iz pomanjkanja. Potem pa zahtevate od ljudi, da delajo v bistvu 2 šihta v 8 urah enega šihta, ne. Jaz bi vsem tem ljudem, vključno z delavci, ki se jim zdi to bed, pa ki pol kradejo dobesedno, res delodajalca, jaz bi čelne potalil pa razbil zobe, ne. Zaradi tega, ker... Bomo naredili en produkt zate, da boš, kako bi se reklo, ven metač iz podjetij. Ja, ne, temu se reče boxer.
Bokser daš gor, pa nabijaš direkt. To, ja. Daj mi povej, šako v glavu. Daj mi povej, kako bi pol ti definiral, kaj je zate dodana vrednost, no, da gremo zdaj na dodano vrednost in na to tematiko. Dodana vrednost. Dodana vrednost za mene je... Ali pa vrednost, da je reč sploh. Se dodana vrednost je če super, ne. Dodana vrednost je zame, da začneš sebe ceniti, da začneš sebe ceniti, da si postaviš tako ceno, da si ti zadovoljen. Se pravi, da si ti lahko kot privatnik omogočaš, ne vem, da če se mi zdajle pokvar pralni stroj, da ga lahko brez problema kupim novega, ne, nekaj za 300-400 evrov. Pa da grem lahko 2-krat na let na počitnice, to je zame dodana vrednost, da si jaz ceno svojih storitev toliko visoko postavim, po drugi strani pa, da so še zmeri toliko visok, da če pride k meni eden pa reče, joj, stari, jaz bi pa res ful šel, sam imam pa 800 evrov plače, pa 2 otroka, a se da kaj zrihtati, pa jaz rečem, ja, stari, lej, dobiš 40% popust, zato, ker si ti, ne. Sem pa tudi že kakšnemu, ki je bil ful pameten, sem mu dvojno ceno nabal, ne. Zakaj imam pa drugi tako, je zato, stari, zato, ne. Pa če boš zdajle še usta odprl, ti bom dal pa krat 3, če hočeš k meni, ne. Bravo. Če ne pa rečem, nasvidenje, lej, pa pejt hunmu, tretjemu, pa ta četrtmu, ne. Samo tizga ne boš pri njih dobil, kar dobiš pri meni, to ti pa jaz garantiram 1,000,000%. Kako bi pa rekel, da ustvariš pol to dodano vrednost, da si iz sebe ven izhajal, kaj je zate vrednost, ali dodana vrednost, kako jo pa ustvariš? Mislim tako, 6 mesecev, mislim, lej, že s tem pičem, ne, v bistvu, jaz ne rabim ust odpreti, jaz samo izžarevam energijo, ne. To je ta div energija človeka, ki jo mora vsak, jaz verjamem, prebuditi. In zato izrečem, prid k meni na tečaj in boš začutil to divjost, primarnost v sebi, ne. To vrednost, ki jo imaš kot človek, kot božje bitje Madonna na tem planetu, kjer ti je dano vse in folk te je od malega, od rojstva nategoval, pa ti govoril, kako ti nič ne pripada, pa kako si grd pa umazan, pa kako si nič ne zaslužiš, še nebes si ne zaslužiš. In to si moraš vzeti od teh ljudi, ne. In na koncu vidiš, na začetku se ful neki fajtaš, potem pa vidiš, da se ne rabiš fajtati, da samo poveš. To mi pripada in to je to. A bi rekel, da to energijo, ki jo žarevaš, drugi začutijo in že to jim daje vrednost? Ja. In tukaj je ta dodana vrednost, ki jo jaz lahko postavim, ne. Ker meni ne morejo nič vzeti, a razumeš, jaz res pol leta plus živim v gozdu z nožem pa spalno vrečo, ne. Kaj mi lahko kdo vzame? Nož, spalno vrečo, pa kaj? Še nož sem ti vzel, Ja, no, evo, ne. Pa kaj? Tudi brez tega se znajdem. Tudi brez tega preživim v hosti 365 dni na let, ne. Kakšen power je to? Zdaj pa predstavljaj, da imaš takega človeka zaposlenega v podjetju. Kakšen mindset je to? Kako to vpliva na tvoje ostale zaposlene? Kakšna vrednost dodana je to? That's the story, ki jaz probam prodati, pa ubiti ljudem v glavo, ne. That's the point, ne. Kaj taki ljudje so sposobni delati, ne. To so sposobni ne samo planete premikati, zvezde premikati, ne. Kakšen power je to? Kaj ti to da v podjetju? Ful. Kaj bi pa rekel, je bolj tvoja, zdaj, ko si to opisal, spravi, ti si opisal, kje si prišel, kaj je zate dodana vrednost, kaj bi rekel, bolj tvoja vizija, kako si ti predstavljaš tvoje podjetje čez 5 let, 10 let, kaj bo iz tega nastalo? A si to ti, gradiš sebe, a je to podjetje, korporacija, ne vem, karkoli, ali kje se nahajamo, je to... Jaz v bistvu, moja vizija že 8 let, no, je letos začela dobivati konkretne, ali pa lansko leto, začela dobivati konkretne plodove. Je franšizni sistem. V bistvu
imam pripravljene stvari, ki jih moram posneti še z angleško verzijo, pa dati na Udemy Academy of Urban Survival. V bistvu del video serija, ki v bistvu zelo na jasen način, pa zelo znanstveno, ker sem le znanstvenik po duši, dotajče ljudem, da je urbana džungla najbolj toksično okolje za človeški organizem in njegovo psiho. In da če hočeš živeti v mestu, sploh pa v kakšnem velem mestu, 24 ur na dan, 365 dni na let, da moraš biti fejst v centru, fejst v centru, energijsko, fizično, ful skrbeti zase, ker če ne boš zbolel vsaj 4-krat na let, najmanj 4-krat na let. Zdaj pa lahko garantiram, da še večkrat. Pa si športnik, pa ne vem, kva še vse, ne, stari. Mi rabimo divjino, mi rabimo naravo, da se skuliramo. Mogoče malo drugače vprašam. Kdo je potem Miha čez 5 let? Ti, rekel si franšizni sistem podjetja, Udemy, tečaj. Ma kdo si ti? Kaj te žene tu zadaj? A mene žene izkušnja, ki sem jo sam imel, no? Pa ta moja osebna preobrazba, ki je nastala z mojim bivanjem v naravi. Ta drive, ki sem ga imel, pa ki sem ga mogel pri sebi odkriti pa razviti, ta ogromna samomotivacija, ki želim jo prebuditi v čisto vseh ljudeh. Zakaj si to želiš prebuditi v nas? Zaradi tega, ker sem se zavedel, zakaj sem jaz prišel na ta planet. Pa nas ni mnogo, ko se zavedamo tega. Pa tudi točno vem, od kje sem prišel. In to je moje poslanstvo, no? To prebuditi v človeku. To božanski del, ta močen del, vzeti moč nazaj v svoje roke, biti obenem zelo spoštljiv, biti v enem zelo sočuten in narediti na tem planetu ena rasa, en planet, sceno. In pometati vso to gamat, ki nas že tisočletja zastrupla v zadnjih 150 letih, tudi na fizičnem nivoju, na polno, hrana, voda, zrak, vse zastrupljen, elektromagnetna sevanja. Prej so pa semantiko, prej so nam pa jezik zastrupili. In so nam noter uturili besed, koliko, ki so samo negativne, ki delajo destrukcijo lajfa, ne pa ne gradijo življenja. In to, no. Kaj pa bi rekel, bi moralo biti res, če bi postavil tako znanstveno 3, 4, 5 milestonov, kaj bi moralo biti res, da boš rekel, sem uspel, sem dosegel to, kar sem se zadal? Jaz sem svoje že naredil. Jaz ga zdaj sam še naprej pa nadgrajujem. Jaz sem vse moje milestone sem že dosegel. Tvoje, ampak rekel si pač, želiš v čim več ljudeh ali vseh ljudeh prebuditi to notranjo energijo, samostojnost, zmožnost, da si, kdor si in slediti tvojemu poslanstvu. Kaj bi moralo biti res, kako bi izgledalo, ali kako boš vedel, da si to uspel, da si dejansko ljudeh prebudil? Ali govorimo o 2 ljudeh, ali govorimo o 1500 ljudeh, ali o celem planetu? Mislim, kje si se postavil, kaj sanjaš? Jaz sem to prebudil že v več kot 500 ljudeh. To je dovolj. Če sem jaz pri 500 to naredil plus, teh 500 jih bo to naredil naprej. Veš, kakšna je to eksponentna krivulja. That's it. Stvar je narejena. To je to. Zdaj pa, zakaj pa videi še niso viralni? To pa AI dela. Kaj bi pa rekel, vidiš v tem trenutku kot, da rečem, ključne 3 stvari, ki jih moraš premakniti naprej v svojem poslu, da bo delovalo tako, kot si se zamislil? Še par fajn poslovnih partnerjev dobiti, mogoče kakšnega investitorja, da bi jaz lahko se
posvetil res temu, da ustvarjam, ne, tiste, ne vem, video vsebine, kakšne stvari, da naredim kaj zastonj, pro bono, za ljudi, ki si tega ne morejo privoščiti, ki takih ful cenijo, pa so zelo odprte glave. Pa to mislim, da je to tono. Predvsem najdete ljudi, ki bojo svojo energijo me majčkeno podprli, bom rekel, ne, da bomo skupaj nekaj naredili, neka skupnost, ne vem, 3-4 ljudi, idejo popele zelo visok, veliko hitreje, kakor pa en človek je deklica za vse. Ne. Drži, ja. Drži. Kaj pa bi rekel, da je največja ovira pri tem, kar kreiraš? Ok, to so neke stvari, ki bi jih, 3 ključne stvari, ki jih moraš narediti, kaj te ovira, da tega še nisi naredil? Bolj, tako bom rekel, preveč entuziastično sem se tega loteval, oziroma do zdaj sem šel zmeri, ko sem kjerkoli kadre iskal, tudi pri kakšni direktni prodaji, sem šel jaz na to, ker sem zelo senzitiven, da vidim poln potencial človeka in je bil moj fokus na temu polnemu potencialu, ne pa na temu, v katerem stanju tisti človek trenutno je. Ne. Potem sem bil pa tudi dostikrat recimo bolj ali pa manj razočaran, ker je po parih mesecih človek odšel, ker je rekel, ja, tole je pa pretežko, ne. Ali pa jaz sem si mislil, da bi drugače. Tudi da sem pol začel drugače postopati, ne, v bistvu tako kot večinoma vsi delajo, ne. Če ti hočeš k meni priti delati, ne, se moraš potruditi, ne, da ti jaz sploh telefon dvignem, v bistvu, če lahko malo tako grdo rečem, ne. Moraš ti kaj narediti, ne, zato moraš ti pokazati, da res hočeš to delati, ne. Ne, da ti govoriš, da hočeš to delati, ne. Ti moraš pokazati, da to delaš, ne. Ker samo tvoja dejanja štejejo, nič drugega. Ampak v trenutku, ko dobiš nove kadre, pol nisi več sam odgovoren sebi, si kar naenkrat odgovoren več kot samo sebi, pomeni, da nisi več tako prost, kot si na začetku predstavljal, ne. Delam, kadar hočem, in to je en del podjetniške poti. Kje se tle zgodba sestavi? V bistvu tako, ja, odgovornost je večja, definitivno, še posebej zato, ker nekdo, ki pride delati zate, je vedno tudi neka finančna skrb, ne, oziroma finančna odgovornost, finančna želja njegova, ne. Zato je treba najprej poskrbeti. Kar se tiče pa ostale odgovornosti, pa v bistvu dobiš razbremenitev, ne, ker rečeš, ne vem, jaz tega pa ne bi več delal, recimo, želim, da to nekdo drug počne, nekdo, ko pa to rad dela, ne, se ne, da jaz tega prej nisem rad delal, ampak nažrl sem se, recimo, tega digitala pa to, ne, naj to en drug počne, ne. In sem pač zdaj z, recimo, homepage postavljati, ker imam toliko nekih projektov, sem pač najdel osebo in Marcel je super, ne, in on to naredi TikTok, in stvari zna mnogo boljš kot jaz, in je zadovoljen, ne. Jaz sem pa tudi zadovoljen, ker se mi ni treba s tem ukvarjati, in zdaj pač to je bolj si vodstvena funkcija, delegiraš, kaj je treba narediti, do kdaj je treba narediti, in v bistvu je moja odgovornost samo to, da preverjam, a so bile zadeve v roku narejene, pa da iščem rešitve, če niso bile, ne. Zdaj, če te še en izzivalno vprašanje dam na to temo, no. Rekel si, kadri so razbremenitev, ne. Po drugi strani je pa edino res, ne, da sam najboljše veš, kaj hočeš, in sam najboljše lahko narediš tiste stvari, ki si jih zadal, ne. Recimo, to je še najbolj se to izkaže pri prodaji, ne. Dostikrat si reče, joj, ne da se mi prodajati, ne, ampak ti boš prodajal dosti boljše kot bilo kdo drug, ki ga boš ti zaposlil. To je pač dejstvo, ne, ker ti živiš s svojim produktom. Kako si te stvari sestavijo? Ker kadri so razbremenitev, po drugi strani pa tudi odnesejo kar en del posla, ne? Zaradi pade dodana vrednost v resnici. Ja, na en način pade, po drugi strani je pa tako, jaz lahko na dan se pogovarjam s 50 strankami.
če imam še 2 v prodaji zaposlena, lahko se mi s 150 strankami pogovarjamo. Ne? Ni nujno, da, ne vem, jaz bom recimo prodal 50%, ona 2 moja tržnika bosta prodala pa 20% ali pa 10%. Ne? Ampak še vedno je to 20% več, ne? Kot če bi bil jaz sam. Ker sicer sploh ne bi prodajal več, če rečem. Ja, ker sploh aktivnosti ne bi. Tako, ne, in če tako pogledaš majčkeno dolgoročno, ne, če to 100 strank več, ki zvejo zame vsak dan, zato ko imam jaz 2 zaposlena, to je 600 strank ali pa 500 strank na teden, ne. Kaj bi ti to pomeni pa 10 dni mojega cajta, ki je bilo v enem tednu narejenega, ne, to je ogromno. Zdaj, ko so šla na kadre, ne, kaj bi ti bilo ključno? Recimo, jaz ne da ti lahko pripeljem, ker se ne grem HR agencije, ker to ni moj foh, no, ampak dajmo reči, da ti lahko ustvarim, ne pripeljem, ustvarim kadre, take, kakršne si želiš imeti ustvarjene. Kaj bi ti bilo ključno, da ti ustvarim pri teh ljudeh, ki jih boš potem dobil ali skupaj z mano spravil not ali kakorkoli? Ja, čist bom rekel, to jim mora biti way of life. Ne? Se pravi, da so res radi odzunaj, da so res radi v naravi. Jaz ne bom rekel, ne moram od nekoga pričakovati, da bo 3 mesece spal odzunaj, ne. Ampak ne vem, da bo pa šel enkrat pozimi na en vikend z mano, ali pa samoiniciativno, ali pa da bo šel v gore pozimi, recimo, ali pa, ne vem, da se bo pozimi šel vršt v Bohinjsko jezero ali pa v morje, ne. Take stvari, ne. To pa mora biti, ne. Vse ostalo se človek nauči, ne. Ker jaz rečem, ko imaš pa en tak drive, da te pa toliko vleče v naravo, pa si sposoben naučiti vsega, ne. Prodaje, marketinga, to je to, ne. In za vse te stvari je zdaj ogromno online resursov. Če damo na stran te znanje, jaz tudi smatram, pač lahko ga pridobiš kjerkoli, kakorkoli, zelo hitro, ampak dajmo reči mogoče malo bolj osebnostne lastnosti, kaj bi hotel recimo. Otroška, kako se temu reče? Radovednost, igrivost. Radovednost, to mora biti nujno. Da ne sklepa, da ne gleda drugi po sebi, ne. Ampak da posluša, da sprašuje. Če ima te 2 stvari človek, pol je no limit. Vse ostalo pa sprot predelamo. Strahove in to znaš ti predelati pri ljudeh, dejansko praviš. Mislim, vsak jih mora sam. Ampak jih znaš voditi. Jaz znam povedati človeku, kako stoji na mestu, kadar strah pride, ne, pa ga predela, kako ga lažje predela, ne. Se v bistvu najtežje samo takrat ta prvič, ne. Ko greš ta prvič čez svoj strah, je pol vsakič majčkeno manjši, ne. In ti je cel proces izredno domač, pa blizek ti rata in se ga navadiš in to sprejemaš, ko pride strah, pol to sprejmeš kakor enega prijatelja. Okej, tukaj še nisem čisto 100%, ne. That's it, ne. Zdaj, še zadnje vprašanje. Imam magično palčko in jaz ti zdaj lahko v naslednjem mesecu začaram eno stvar. Kaj boš izbral? Samo eno stvar ti lahko začaram in pričaram, da se ti uresniči. Kaj boš izbral? Madonna. Veš, da postajam magičar, tako da nijem kaj. Vem. Take drugačne stvari. Nič, pa v bistvu bi tako rekel, ne, enega inštruktorja preživetja v naravi, enega junior inštruktorja, to bi bilo top, ne. Ker zelo rabim ta kader, enega sem že našel, pa bova začela zdajle v marcu skupaj delati, rabim pa še enega, ker se je potreba tujega trga, da pride sem, pa izkus lepote divjine naše slovenske toliko povečala, da jaz tega ne morem več sam, poleg tega imam pa ogromno nekih globalnih projektov, ki bi jih rad letos zafuril pa zapeljal.
In me ne bo toliko, no, pri nas. Ok, cool. Zapisano, ne. Zdaj grem pa pa zliv v kotu, noter, pa malo zamešam. Dej. Da vidim, ful ti hvala, no, za čas, pa za informacije, pa vse, kar si mi dal. Video dobiš, ti pošljem, tako da boš imel za samo promocijo ali karkoli boš uporabil. Ja, ne, mislim, te intervjuji so vedno najboljši, ne, zelo zanimivi. Joe Rogan rastura, se veš, ne. Tako da, jaz mislim, da si zelo dober v temu, ja, lahko tudi Marcel Štefančič je že malo star pa preživečen. Ne, jaz imam druge namene, tukaj ni straha, da bi na Studio City ali nekje. Ne, nisem rekel Studio City, ampak nekaj, ja, veš, v tem smislu, ne. Tako, ne. Ne, sem pa dejansko imel idejo, no, mislim, ne da idejo, tudi delamo neke masterminde, take in drugačne, se pravi, z nepar skupinami se dobivamo, zdaj malo tako čisto mešano, res ono, kar je padlo na pamet. Sem imel idejo, da bi dejansko spravili to v neko live verzijo ali nekaj in dejansko se dobivali z ljudmi, ki nekaj vejo o določenih tematikah, in nudili okno, po drugi strani pa izobraževali ljudi v tisti smeri, ki je nam všeč. To je super. Možno, da tudi kaj takega rata ven iz tega. Pojma nemam. Kot en stranski produkt vsega bi lahko bilo. Ja, jaz rečem ta pop bruh, slovenski radi, pa to Audič go home, veš, dosti slovenskih čvapov požaril, veš, truli si ratu, no, pa trule ljudi delaš, veš, domov, go home. Tako, ne. Cool, res ti hvala, no, za tole. Enako. Tako da, če imaš ti še kakšno vprašanje, povej, če ne, pa te pustim zidat. Hvala za inštruktorja, bom rekel. En mesec mi moraš dati, da ga začaram. Ja, ne, lahko tudi 2, sploh ni problema, no. Cool. Ko vem, da to zahteva cajt svoj, no, sploh da je kvalitetni kader, ne. Se vidimo za nož, no, bom rabil počas. Ja, da mi povej, ali prideš nekaj mimo Dolgega mosta, če si kaj na poti, se ustaviš? Ja, da mi naslov pošel, danes grem iz Borovnice. Ja, cool, kdaj greš? Kdaj, v kakšni uri greš? Po moje med 4. pa 5. Ok, to bi po moje šlo, ja. Mislim, pol ob 6 oziroma pol 6 gremo od doma, no. Ja, ne, do takrat bom siguran prišel, ker imam jaz pol naprej. Aha, ok, cool. Ti pošljem na SMS naslov. Super. Vidimo. Vidimo. Ajde, čau.